Danes sem pripravila temo fokus. Tako da danes bomo probale najti ali fizično fokus ali mentalno fokus oziroma oboje skupaj. Eno gre z drugim z roko v roki. Patanjali. On je zapisal definicijo joge. V sanskritu je to, zdaj bom spet čisto zmesarila to, ampak joga čita vriti niroda, kar pomeni, da je na zelo grobo preneseno, je to, joga je umirjanje opičjih misli. Tako da danes bomo se res ukvarjali s tem, da bomo delali ta pravo jogo. Torej, probale bomo umiriti naše misli in to bomo delali s tem, da bomo iskali fokus. Torej, fizični fokus, nekje fokus torej oči, z očmi se boste fokusirali in fokus v vaših mislih. Tako. Ene par tipsov, kako se tips reče? Par tipsov so, fajn je opazovati, kam ti tvoje oči bežijo, ko delaš jogo. Torej, probajte se zavedati oziroma res biti zavestno pri temu, kam vam oči bežijo. Torej, ko delate neko pozo, recimo, ko bomo v stoječi pozi, kam vam prvo prinese pogled. Ne vem, ko bomo recimo v child's pose, v pozo otroka, a zamižite oči ali imate oči odprte. Tako da majčkeno bodite pozorni na to. In druga stvar, bodite pozorni, kam vam bežijo misli obenem. Večinoma nam, če se s fokusom, čez fizični fokus najdete, torej najdeš fizični fokus, ti tudi misli nekako se umirijo. In eno z drugim. Torej, če najdeš nek miselni fokus, torej, če boste opazili, da vam misli bežijo in če boste uspeli nekako te misli umiriti, se fokusirati, bom bolj tudi govorila, kako, se fokusirati, vam bo v bistvu tudi ta fizični fokus, torej oči bojo kar nekako odplavale oziroma boste kar avtomatično našli tudi ta fizični fokus. Tako da to, pač v bistvu je to neke vrste tudi meditacija, ampak kakor si boste zamislili. Zdaj pa kako, kakšen fokus, s kakšnim namenom. V bistvu si bomo danes naredile posvetitev. Vsaka za sebe bo našla nek svoj zakaj delaš danes jogo. Zakaj si danes vzela 1 uro časa za sebe, zato da si tukaj na tvoji blazini in zdaj delaš jogo. To je lahko zakaj, da se sprostiš fizično. To je lahko zakaj tvoj, da sprostiš svoje misli. Lahko v bistvu pa tudi posvetiš to uro, na primer, nekomu, ki ga imaš rada, recimo, in razmišljaš o tej osebi cel ta čas, torej fokus je torej ta oseba, recimo pošiljaš dobre misli tej osebi. Tako da, mogoče ste že vam je kaj padalo v glavo, takoj, ko sem omenila, da neko posvetitev najdete, vam bom pa dala še par minut, da razmislite o temu, torej, kaj danes želite od te joge. Torej, kaj je danes vaš zakaj, da ste tukaj, da v bistvu posvetite to 1 uro jogi. Tako. Čisto en besede vzpodbude oziroma en guideline, smernica, da najdete neko posvetitev, da boste tukaj in zdaj. Torej, ta fokus, ki vam bo omogočil, da boste res prišli v ta moment, v katerem ste, v tem trenutku. Torej, vsak moment v tej uri
da boste res prisotne v tem momentu. Torej, ne razmišljale o preteklosti, o prihodnosti, ampak v tem momentu. Tako. Ker začnemo spet v klasični poziciji, sedeči. Lahko sediš po turško, lahko sediš na svojih, bom pa jaz danes začela tako. Lahko sediš na svojih petah, torej najdeš svojo pozo. Kakor sem že omenila, si bomo vzeli par trenutkov, da najdemo svoj zakaj. Torej, ali posvetitev, ali namen, s katerim danes delaš jogo. Lahko zapreš oči, izdihneš. Ta zakaj je danes tvoj fokus. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo in raztegneš hrbtenico navzgor z rokami, levo, desno in izdih, roke navzdol. Še enkrat vdih. Raztegneš hrbtenico in izdih navzdol. Še zadnjič vdih. In izdih, roke navzdol. Z naslednjim vdihom roke nad glavo in desna roka pride do tal, razteg proti desni strani. Opazuješ, kam ti bežijo oči in probaš najti eno točko tvojega fokusa. Pripelješ zgornjo roko za glavo, odpreš prsni koš, pogledaš navzgor in z izdihom pripelješ lev komolec do desnega kolena. Vdih odpreš, pogled navzgor in izdih spet zapreš. Še zadnjič vdih in izdih. Z vdihom prideš spet na začetek, stegneš zgornjo roko, mogoče še za trenutek podaljšaš ta razteg in prideš v sredino z rokami navzgor in izdih, roke navzdol. Super. Vdih, roki navzgor, izdih, leva roka do tal, razteg desne strani telesa. Pogled je lahko usmerjen naprej ali navzgor proti stropu. Pripelješ zgornjo roko za tvojo glavo, odpreš prsni koš, pogled navzgor in izdih zapreš. Vdih odpreš, izdih spet komolec do kolena. Vdih, še zadnjič, odpreš, pogled je navzgor in izdih zapreš. Z vdihom spet prideš v sredino, stegneš roko, malo podaljšaš razteg in
prideš v sredino z rokami navzgor. Še zadnjič na hitrico raztegneš in izdih, roke navzdol. En moment. Pridemo na vse 4. In najprej samo začneš z boki, migaš levo in desno. V teh trenutkih, v takih trenutkih, se lahko spomniš tvojega zakaj. Super. Prideš v sredino in naredimo par cat-cow, torej vdih, pogled navzgor. Izdih, pogled proti pupku. Vdih, navzgor. Izdih, navzdol. Nadaljuješ v svojem tempu. Opazuješ, če mogoče, recimo pri kravi, pri mački, ko pogledaš proti pupku, če zapreš oči. Če je to nek naraven respons tvojega telesa. Opazuješ, kako visoko prideš s pogledom v kravi. Počasi dodajaš svoje gibe, torej gibe, ki pašejo tvojemu telesu. V tem trenutku ti predlagam, da oči popolnoma zapreš. Oziroma, najdeš eno točko na svoji blazini, mogoče na tleh pred blazino, kamor gledajo tvoje oči, mehek pogled. Super. Prideš nazaj v sredino in se usedeš v child's pose. Tukaj spet lahko oči zapreš ali gledaš v blazino. To je spet en izmed teh trenutkov, kjer se lahko spomniš svojega zakaj. Tvoje misli, če ti zbežijo, pripelješ nazaj do svoje današnje mantre, torej do tvojega zakaj. Z vdihom prideš nazaj na vse 4, zahakljaš svoje prste na nogah in pripelješ svoje boke navzgor v prvi down dog. Kolena ne rabijo še biti stegnjena, lahko se zazibaš levo, desno. Stegneš eno koleno, stegneš drugo koleno, najdeš svoje gibanje. Počasi stegneš oba kolena do te točke, kjer lahko ohranjaš raven hrbet. Pripelješ svoje telo v plank ali plank na kolenih. Zadržiš za trenutek in preko čaturange prideš do tal, vdih, kobra. Pogled je usmerjen navzgor.
pred teboj. Mišice na nogah so aktivirane, ramena so stran od ušes in z izdihom navzdol. Še enkrat naredimo kobro ali up dog. Pogled spet navzgor. In z izdihom preko katerekoli verzije prideš spet nazaj v down dog. Počasi se sprehodiš naprej s svojimi nogami proti rokah in obvisiš v ko se sprednja vesa, forward fold. Najdeš svoje gibanje, levo, desno. Lahko stegneš eno koleno in drugo koleno. Z vdihom mečkan pokrčiš kolena in prideš navzgor v stoječ položaj. In izdih, roke pred srčni center, samastiti. Z vdihom roki nad glavo, izdih, prideš v forward fold. In z vdihom prideš s telesom in svojo desno nogo, svojim desnim kolenom navzgor in obstaneš s kolenom dvignjenim, torej z dvignjeno desno nogo. Roke so lahko pred srčnim centrom. To je naša prva poza, kjer raziskujemo ta svoj pogled, fizični fokus. Najdeš točko pred seboj, kamor se lahko fokusiraš. Tvoje oči so mehke, pogled mehko pada na to točko. In z izdihom nogo do tal in spet v forward fold. Predklon. Vdih, pripelješ levo nogo navzgor, roki navzgor in pred srčni center. Spet najdeš tisto točko, drišti se reče, tej točki fokusa. In z izdihom noga in telo v predklon. Super. Z vdihom spet pripelješ svoje telo navzgor in z izdihom roki v kaktus, kar pomeni, da pripelješ komolce navzdol in lopatice skupaj za teboj. Vdih navzgor. Izdih navzdol. Vdih, še naprej je tvoj fokus, tvoj pogled usmerjen v drišti. Vdih navzgor in z naslednjim izdihom pripelješ spet komolce v kaktus in narediš twist. Torej s prsnim košem se zasukaš v desno. Pogled tukaj najdeš ali pred seboj ali za sabo. Vdih spet v sredino in izdih v drugo smer. Vdih v sredino, izdih v drugo smer in probaš pogled usmeriti še za milimeter, centimeter bolj v desno, torej še bolj nazaj.
ugotavljaš, če ti pogled pomaga pri zasuku. Je kakšna razlika? Vdih, prideš nazaj v sredino in ponoviš na levo. Opazuješ, če ti mogoče na tej strani pogled pomaga pri globjem zasuku. Vdih, še enkrat navzgor in prideš v predklon z izdihom navzdol. Pridemo še enkrat z vdihom v stoječ položaj. Roki pred srčni center in najdeš svojo variacijo drevesa. Prva variacija je noga pri gležnju, lahko malo višje ali čist do vrha. Spet najdeš svoj drišti in če je mogoče, stegneš še roki nad glavo v popolno drevo. Če ti misli uhajajo, se vrneš nazaj k svojemu namenu. Pustiš mislim, da pridejo in odidejo. Tvoj namen danes, tvoj namen v tem trenutku, v tem momentu je samo, da si. Z izdihom roki pred srčni center, pripelješ koleno pred seboj in lahko ostaneš tukaj, lahko odpreš koleno navzven, lahko pa primeš, lahko pa primeš svoj palec na nogi in ostaneš tukaj ali stegneš nogo navzven. To je zdaj majčkeno bolj challenging, malo bolj zahtevna poza, kjer je res pomembno, da se držiš te svoje točke, drišti, da ohranjaš ravnotežje. In pridemo nazaj v sredino in noge navzdol in naredimo še en predklon, se malo raztegnemo. Vdih, spet nazaj v stoječ položaj. Roke pred srčni center in ponoviš na drugi strani, torej z desno nogo narediš drevo. Najdeš svojo verzijo in najdeš svoj drišti. Če želiš, lahko sprobaš zapreti oči. Opazuješ, kako ti ta sprememba spremeni ravnotežje. En majhen tip je, da preden zapreš oči, si v mislih zamisliš tisto točko, tisto drišti točko, in jo potem projeciraš v svoje misli. To naj bi pomagalo pri ravnotežju z zaprtimi očmi. Roke spet pred srčni center, pripelješ nogo pred seboj, najdeš svojo variacijo, torej odprto koleno, lahko odprto koleno in se primeš za svoj palec ali stegneš nogo. Hvala. Najdeš svoj drišti
In spet lahko raziskuješ zaprte oči ali odprte oči. Pripelješ nogo nazaj in spet v kratek predklon. Super. Z rokami prideš do tal, če gre. Če ti v tem trenutku to ni dosegljivo, skrčiš nogi. Okay. In počasi pripelješ desno nogo nazaj za seboj. V tem trenutku najdeš svoj drišti na tleh, malo pred sabo. In če gre, dvigneš roki od tal in jih pripelješ ali pred srčni center ali ob telesu nazaj. Držiš svoj drišti. Roke spet nazaj do tal, skrčiš koleno in pripelješ nogo nazaj v predklon. Ponovimo na drugi strani, torej lahko začneš z skrčenimi nogami in pripelješ levo nogo nazaj. Najdeš svoj drišti, najdeš svoj fokus. In če se da, odlepiš roki od tal. Vem, da te poze mogoče niso najlažje, so pa sigurno vaja za tvoje telo in vaja za tvoj fokus, vaja za umirjanje svojih misli. Roki nazaj do tal, skrčiš koleno in prideš v predklon. Super. Mečken z nogami pomigaš levo, desno. In stopiš v down dog ali v položaj otroka. Spet se vrneš k svojemu namenu. Umiriš misli. Prideš v svoje telo. Prideš v ta trenutek, v katerem si zdaj. Če si v položaju otroka, se vrneš nazaj v down dog za trenutek in stopiš z desno nogo naprej, levo koleno pride do tal v low lunge. Za trenutek pomigaš levo in desno in z dihom pripelješ roki nad glavo. Spet najdeš višino svojega pogleda, najdeš točko pred sabo ali na stropu. Ta točka diktira tudi tvoj back bend, torej kako globoko prideš v zaklon. Z izdihom roke pred sabo na notranjo stran tvojega telesa. Desno stopalo lahko za par širine stopal pripelješ bolj na desno, torej proti robu tvoje blazine in odpreš stegno, odpreš koleno
navzven. Tvoje stopalo, če želiš, če ti je to udobno, torej vrnemo se par jog nazaj na to poslušanje svojega telesa. Torej, če je tvojemu telesu udobno, pripelješ stopalo na zunanji rob stopala ali ostane celo na tleh. Z desno roko potiskaš desno koleno navzven. Če gre, stegneš roko nad glavo, pogled navzgor. In če želiš res globok razteg, pripelješ roko nazaj in sprobaš ujeti svojo levo nogo, svoje levo stopalo. Spet svoj pogled opazuješ, kam ti je naravno padel tvoj pogled. Navzgor, mogoče za seboj. Opaziš, kam ta pogled naravno pade in tam najdeš svoj drišti. Z vdihom se vrneš spet nazaj v sredino in tokrat desno stopalo malo razhodiš proti levi strani blazine in prideš v pigeon pose. Torej, kaj sem naredila? Desno stopalo je čisto na levi strani blazine in moje desno koleno pade navzdol v pigeon pose. To je malo bolj zahtevna poza, tako da ste welcome, dobrodošle, da si pod desno zadnjico, desno stran položite kakšen yoga blok, kakšen polšter, karkoli, kar vam pomaga. Tukaj bomo ostale kakšno minutko do 2, tako da res probate najti neko udobje, kakor vam je lahko v taki pozi udobno. Ta poza boste mogoče ugotovile, če želite, lahko pridete na komolce navzdol ali celo se uležete z celim telesom navzdol. Jaz bom ostala navzgor, zato da lahko govorim. Kar sem začela je, da te odpiranja bokov lahko sprožijo v tebi neke emocije. Zelo značilno je, da se naše emocije zbirajo v ramenih ali v področju bokov. Tako da nič se ustrašiti, če opaziš, da se neka čustva privrejo na dan v tej pozi. Probaš ta čustva sprejeti, opazuješ jih, opaziš jih sprejmeš in potem te misli, če se le da, pustiš, da odplavajo naprej. Tvoj pogled je lahko pred teboj, lahko pa celo zaželeno je, da zapreš svoje oči in se fokusiraš na svoje misli, na svoj zakaj. Z naslednjim vdihom počasi prideš nazaj navzgor, se usedeš na svojo desno nogo, na svoje desno stegno in res počasi pripelješ zadnjo nogo pred seboj in preko stegna, tako da je
tvoje levo stopalo na desni strani tvojega desnega kolena. Vdih navzgor in zasukaš telo proti levi strani, pogled preko leve rame. Spet mogoče opazuješ, če ti premik pogleda pomaga pri globjem raztegu. Z vdihom prideš nazaj v sredino, roke nad glavo in preko variacije pična, goluba, prideš nazaj v down dog. Malo raztegneš nogi, morda v tem trenutku celo se osredotočiš na razliko med levo in desno nogo. In pripelješ levo stopalo naprej, desno koleno pride do tal, si vzameš moment ali dva tukaj in z vdihom pridemo v low lunge na levi strani. Z izdihom pripelješ spet roki do tal, step towards svojo levo nogo, levo stopalo do leve strani blazine in odpreš v lizard, Lahko potiskaš svoje levo koleno navzven. Stopalo je lahko na robu ali na celotnem stopalu, torej teža. In če želiš, roko nad glavo in ujameš svoje desno stopalo. Najdeš svoj drišti, najdeš svoj namen. Najdeš ta trenutek, v katerem si. Samo to je pomembno. Z vdihom prideš nazaj v sredino. Pripelješ svoje levo stopalo do desne strani blazine, levo koleno do tal in prideš v pigeon pose, torej v goloba na drugi strani. Spet si dobrodošla, da si vzameš yoga blok, blazino, karkoli za podstaviti pod svoje desno stegno in najdeš svojo variacijo, torej navzgor s telesom. Mogoče si v tem trenutku na komolcih ali pa se uležeš do tal. V teh bolj zahtevnih pozah je res pomembno, da se vrneš k svojemu namenu. Da se spomniš, zakaj si danes vzela čas, zakaj si danes vzela 1 uro zase. Pomembno je, da se spomniš, da je res, da si tukaj in da si zdaj. Da je to res vse, kar šteje v tem trenutku.
naslednjim vdihom pripelješ svoje telo navzgor, se usedeš na levo stegno in počasi pripelješ svojo desno zadnjo nogo pred seboj in preko levega kolena. Vdih, roki nad glavo in izdih, zasuk v desno smer. Z vdihom prideš spet v sredino in tokrat samo odvozlaš svoji nogi in se uležeš na hrbet, pripelješ kolena do svojega prsnega koša, se morda zazibaš levo, desno, zapreš oči, umiriš svoje misli. Dam vam trenutek, da pridete nazaj v svoj sedeč položaj in najdete svoje dekice, svoje polštrčke, karkoli imate pri roki, da ti bo bolj udobno v šavasani. Torej prihajamo v zadnjo pozo, v najpomembnejšo pozo v jogi, kot pravijo vsi jogisti. Ko si pokrita, ko si udobno, zapreš svoje oči, pustiš, da ti stopala padeta narazen, tvoje dlani gledajo navzgor, narediš globok vdih in res globok izdih. Probaš še enkrat vdih in na glas izdih. Še zadnjič sama. In s tem zadnjim izdihom pustiš svojemu telesu, da te popelje v globoko sprostitev, v šavasano. Ponovno se spomniš svojega namena, spomniš se svojega zakaj. Opazuješ, če so mogoče tvoje čustva drugačna v razmerju s tem svojim zakaj, kot so bila na začetku. Opazuješ, če si morda že dosegla ta svoj namen. Opazuješ, če so tvoje misli bolj fokusirane. Morda so tvoje misli bolj prazne, bolj sproščene. Morda si v tej eni uri uspela svoje misli spustiti. Svoj fokus, svojo pozornost v
tem trenutku usmeriš v točko med svojimi obrvmi in si na tej točki predstavljaš belo svetlobo, ta bela svetloba je pozitivna energija, ki žari iz tvojih možganov in v tvoje možgane. Ta bela svetloba počasi napolnjuje celotno tvoje telo. Ta svetloba je popolna ljubezen. Ta svetloba je samo pozitivna energija. Tvoje telo je preplavljeno s to pozitivno, svetlo energijo. Počasi svojo pozornost popelješ nazaj na ta trenutek, v svoje fizično telo. Poglobiš svoj dih. In ob svojem času
pripelješ v svoje telo rahlo gibanje. Pomigaš s prsti na rokah, pomigaš s prsti na nogah. Morda pripelješ roke nad glavo, raztegneš celotno telo. In ko si pripravljena, z zaprtimi očmi prideš nazaj v sedeč položaj. Z naslednjim vdihom pripelješ roki nad glavo, z izdihom pred srčni center. Se rahlo prikloniš in se zahvališ sama sebi, da si vzela čas danes za svoje dobro počutje. Se zahvališ svojemu telesu, ki ti omogoča gibanje, in se spomniš, morda celo zahvališ svojemu namenu danes oziroma svojemu zakaj. Hvala, namaste.